Pozdravljeni v moji sobi. Ravno kar še delam zadnje popravke na scenariju tega videa. Ampak ne gledam dejansko scenarija. Gledam monitor, zaslon. Ampak scenarij je nekje za zaslonom, mogoče? No, pridite z menoj in gledali se bomo vrste zaslonov, oziroma kako sploh delujejo. Daljnega leta 1897 je nemški izumitelj Karl Ferdinand Braun izumil prvo katodno cev ali CRT na krajše. Torej, v cevi je elektronski top, ki pošilja elektrone na zaslonke, povlečen s fluorescenčno polostjo. Ko elektroni udarijo v zaslon, zadeto mesto zasveti. Velja za začetnika zaslonske tehnologije. Pozneje so začeli tehnologijo uporabljati za prve televizije in monitorje. V začetku 50-ih let se je začela uporabljati tudi barvna televizija. Do tega dosežka je lahko prišlo s pomočjo barvnih katodnih cevi, ki uporabljajo 3 vrste fosforescentnih snovi. Te specifično dajo rdečo, zeleno in modro svetlobo, skupaj zgoščenih v trakce ali gruče. Po letu 1964 se začne pojavljati enobarvni LCD in plazma zasloni, predvsem na kalkulatorjih, digitalnih urah in ostalih manjših ekrančkih. Z izboljšavo tehnologije LCD je zaslon s tekočimi kristali počasi začel domešati katodno cev. Ampak princip delovanja je čisto drugačen od katodne cevi, torej kako deluje LCD? Če bi pozumirali LCD zaslon, bi opazili zelo veliko malih rdečih, zelenih in modrih črtic, ki so grupirane skupaj. Grupe imenujemo slikovni element oziroma piksel na krajše. Če vzamemo en piksel in ga razstavimo, ugotovimo, da je le ta sestavljen iz več delov. Najprej je v ozadju bela svetloba, ki v principu oddaja vodoravne in navpične žarke. Sledi vodoravni polarizator. Ta dopušča le vodoravni del žarka, da gre naprej. Prefiltrirana svetloba pride naprej do tekočih kristalov. Več o tem pozneje. Naslednja plast je navpični polarizator. Ta dopušča le navpične žarke naprej. V našem primeru smo jih že prefiltrirali pri prvem polarizatorju in nobena svetloba ne pride naprej. Zadnja plast so še 3 barvni filtri, rdeči, zeleni in modri. Svetloba, ki gre skozi enega, se bo obarvala in šla pobarvana naprej. V našem primeru ni noben filter osvetljen, kar posledično pomeni, da smo dobili črno barvo. Če hočemo, da pride kajkoli preko drugega polarizatorja, bi morali žarek vmes zarotirati. Pri tem pa pomaga plast tekočih kristalov. Tekoči kristali bi se gibali zelo naključno, če ne bi bili obdani še s posebno oblikovanim steklom iz obeh strani. To pripomore, da se kristali pomaknejo tako, kot je pokazano na sliki. Sedaj, ko pride vodoraven žarek do kristalov, se obrne do navpičnega žarka. Vsa svetloba lahko gre skozi in osvetli samo vse 3 filtre. Torej smo dobili belo barvo. Želimo pa še več barv. Da bi dobili več barv, bi morali osvetliti vsak barvni filter različno močno. K temu pripomoreta elektrodi, ki obdajata plast tekočih kristalov. S pomočjo elektrike lahko uravnavamo pozicijo molekul oziroma kristalov. Tile bodo lahko zdaj obrnjeni različno in bodo obrnili svetlobo na različne kote. Navpični polarizator pa bo poskrbel, da samo navpični del gre skozi, kar pomeni, da bo svetloba, ki bo prišla do barvnih filtrov, različno močna. S kombinacijo intenzitete osvetljave posameznega filtra lahko dobimo različne barve. In monitor to počne vsak piksel posebej, vsako vrstico posebej, okrog 60krat na sekundo. Zaslon omogoča večje ločljivosti in tanjši ekran kot CRT. Ena izmed glavnih slabosti zaslona je vidljivost pri določenem kotu, saj večji ko je kot, slabša je vidljivost. Slabost so popravili z izboljšavo tehnologije. To se je zgodilo s prihodom IPS zaslonov, ki so popravili tako vidnost pod določenim kotom, kot tudi boljše barve. To so dosegli z drugačno poravnavo kristalov, ki sovpadajo s poravnavo elektrod in stekla. Apple uporablja isto tehnologijo pri svojih zaslonih, s tem, da poveča gostoto pikslov do te mere, da jih s prostim očesom ne moremo več opaziti. Imenujemo ga retina zaslon. Naslednji korak v razvoju zaslonske tehnologije je OLED, oziroma Organic Light Emitting Diode. Deluje na principu LED, oziroma sveteči diod. LED so vse male lučke, ki jih najdemo na matičnih ploščah in drugih elektronskih napravah. Namesto žilne nitke kot pri navadni žarnici se pri LED-u uporablja dioda. Dioda je sestavljena iz 2 polprevodnih materialov, naprimer silicij ali germanij, pri čem ima en veliko elektronov in en malo elektronov, oziroma rečemo, da je poln vrzel. Oba polprevodnika sta dana skupaj in med njima nastane nevtralno polje. Ko povežemo polprevodnika na električno polje, začnejo elektroni prehajati iz A proti B in vsakeč, ko elektron prečka vmesno polje, prestopi v drugo stanje in nastane odvečna energija. Ta se sprosti kot hiter blisk svetlobe. Več teh bliskov skupaj da konstantno lučko. Pri LED se za vmesnem delu uporabljajo predvsem neorganski materiali, kot so že prej omenjeni silicij in germanij. Na drugi strani pri OLED pa se uporabljajo organski materiali. Organski material se nahaja med 2 elektrodama, pri čemer je ena prozorna. Vmesni organski material je razdeljen enako kot pri diodah na 2 dela.
Katoda poskrbi, da je v delu bližje njej višek elektronov oziroma anoda poskrbi, da je pri njenem delu manj elektronov oziroma nastajajo vrzeli. Oboji se združijo v delu bližjem katodi. Sprosti se energija v obliku fotona oziroma organski material zasveti. Kar to pomeni je, da ne rabimo bele svetlobe kot pri LCD-ju, da dobimo končno svetlobo. Posledično pomeni, da lahko nadzorujemo vsak piksel posebej. Zdaj ni treba več črne barve projicirati, se lahko piksel le izklopimo. Zaradi čiste črne barve izklopljenih pikslov postane slika veliko bolj jasna in barve pridejo bolj do izraza. Poleg tega zasloni z OLED tehnologijo ne rabijo toliko energije. Dodatno, zasloni so lahko še bolj tanjši ali celo prozorni. So pa dražji za proizvesti, zato se pojavljajo predvsem na manjših napravah, kot so mobilni telefoni. Tehnologija še ni stopila v trend med televizorji in drugimi večjimi zasloni. Glavna pomanjkljivost OLED zaslonov pa je, da ne držijo preveč dolgo. Organski material začnejo razpadati hitreje in je bolj občutljiv na vodo. Ker nima v ozadju dodatne svetlobe, tudi pri močni svetlobi, na primer soncu, ekran slabše vidljiv. Obstaja več različic OLED tehnologije, ampak najbolj popularna in pogosta je AMOLED oziroma Active Matrix OLED. AMOLED ima dodatno tako imenovano TFT plast, ki povezuje pikslov med seboj. Plast dodatno uravnava naboj na posameznem pikslu. Kar to pomeni je, da lahko med osveževalnim časom določen piksel obdrži naboj. Rezultat tega je hitrejše osveževanje pikslov in poraba manj energije. Obstaja tudi več vrst AMOLED tehnologij. Ena izmed bolj pogostih je Super AMOLED, ki jih najdemo na Samsung telefonih. Prazno mesto med piksli je zmanjšano, kar omogoča večjo gostoto pikslov in boljšo vidljivost pri soncu. Torej ugotovili smo, da sta dve najbolj popularne tehnologije trenutno na trgu, AMOLED in LCD, oziroma IPS LCD. Ampak kaj je razlika med njima, oziroma kateri je boljši? AMOLED zaslon ima v principu bolj močne črne barve, pri čem pa ostale barve pridejo še bolj do izraza in tako izgledajo bolj žive. Ker se črne barve ne prižgejo, porabi zaslon manj energije. Ampak tudi to je odvisno, saj če so vsi piksli prižgani ves čas, je to vseeno energijsko bolj potratno. Ker organski materiali razpadajo hitreje, se kvaliteta pikslov tudi sčasoma poslabša. Dodatno k temu pripomore tudi sonce, ki piksle zažge. Različne barve pikslov razpadajo različno hitro, kar pomeni, da sčasoma pride do popačitve barv. Dodatno cena proizvodnje tega ekrana je dražja in vzame več časa. LCD po drugi strani pa cenejši proizvesti. Ker morajo biti vsi piksli prižgani naenkrat, barve ne pridejo do najboljšega izraza. Kot že prej omenjen je tudi kot, pri katerem je še slika vidna, pri LCD-ju dosti manjši. So pa bolj vidni na soncu kot AMOLED zaslone. Težko reči, katera tehnologija je boljša, saj obstaja veliko različic za obe dve. Čisto je različnost posameznika, kaj ima raje oziroma katere barve so mu ljubše. Dodatno, tehnologije se izboljšujejo iz leta v leto in že danes težko vidiš kakšno napako. OLED pa ni edina tehnologija, ki se razvija. Za prihodnost napovedujejo nove tehnologije, kot so na primer QD oziroma Quantum Dots. Osnova pri tej tehnologiji so majhni prevodni nanokristali. Barva, ki bi prišla skozi, je odvisna od velikosti nanokristala. V teoriji tudi pri tej tehnologiji ne bi bilo potrebne dodatne bele svetlobe. CRT pa tudi že skoraj izumrl. Njegov otrok pa je LPD oziroma Laser Phosphor Display. Tehnologija v ozadju je podobna kot CRT. Glavna razlika pa je v tem, da se namesto elektronskega topa uporabljajo laserji, da aktivirajo fluorescenčno plast na zaslonu. Zasloni v povprečju uporabljajo veliko manj energije kot LCD in OLED. Tehnologija se pa uporablja predvsem za večje zaslone. Danes prevladuje na televizijah in monitorjih LCD tehnologija. Na telefonih pa se izmenjujete tako LCD kot AMOLED tehnologija. Kaj bo čez 10-20 let, težko reči. Definitivno bodo prišle v igro nove tehnologije, sedanje se bodo pa šle izboljševale. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden.